Malo težje pravzaprav. Jaz sem zapustila Avstrijo tik preden so res tisti bolj strogi ukrepi prišli. Zato poznam bolj slovenske kot avstrijske, ampak seveda po tem, kar mi kolegi razlagajo, so pravzaprav zelo podobni. Ravno tako je omejeno gibanje zunaj, ravno tako nihče ne dela na univerzi. Na sami univerzi je v bistvu tja možno samo s prepustnicami, ki jih ima zelo omejeno število ljudi. In gre pri nas recimo samo za hranjenje živali in vzdrževanje tistega minimuma, ki mora biti, da ne bo škoda še večja. Nobenih eksperimentov ne delamo, nič ne laufa trenutno. Predavanja so po internetu in vsa komunikacija s študenti potem poteka v bistvu po internetu. Kar se vsakdanjega življenja tiče, tudi podobno, tako da življenje je precej drugačno kot povsod, ampak mislim, da so ti ukrepi tudi potrebni. V bistvu ne poznam, nisem nič zasledila, kar bi bilo res drugače. Mislim, da tako tu kot tam je za dosti ljudi precej obremenjujoče, predvsem socialna izolacija. Dosti ljudi seveda, ki bi sicer imeli dosti dela, recimo ljudje, ki delajo praktično v laboratorijih, ki morajo biti doma, sploh pri nas na univerzi. Ja, imajo sigurno določeno obremenitev zaradi tega, tudi ker ne vemo, kako dolgo traja. Ampak mislim, da družbeno nisem zasledila neke drugačne reakcije. Naša univerza je zelo hitro ukrepala in je dala na razpolago ogromno orodij, s katerimi lahko relativno varno komuniciramo z študenti, mi med sabo, tako da imamo redne sestanke tudi naprej. Dekanat deluje normalno, več ali manj, seveda vsi od doma, seveda pride do nekih zastojev in tega, ampak v glavnem mislim, da so vsi kar dobro reagirali na stanje. Jaz sem pravzaprav presenečena, da tako dobro funkcionira lahko. In se vprašaš malo, če je to prihodnost. Jaz kot študent vem, da sem imela rajši predavanja direktno z profesorjem v prostoru, ampak mislim, da so se kar dobro odzvali vsi. Imamo, kot rečeno, redne sestanke oddelka in en del tega sestanka je vedno precej administrativen, govorimo o problemih, o projektih, o stvarih, ki jih je treba rešiti, o tekočih problemih. Drugi del je pa namenjen temu, v bistvu imamo 2 uri sestanka in kljub temu, da nas ni tako zelo veliko. Drugi del sestanka je pa namenjen enostavno komunikaciji med ljudmi. Marsikdo, ki živi sam, mu ni tako lahko, sploh v tej situaciji, ker ne vemo, kako dolgo bo to še trajalo. Ne vemo, če bomo semester sploh lahko izpeljali, dosti dela, seveda je praktičnega dela, so vaje, je teren in ta del ne vemo točno, kako bomo lahko z njim. Seminarji so lažji, seminarje celo izvajamo, tudi tisti deli, kjer morajo študentje govoriti in predstavljati naloge, tudi ti deli funkcionirajo. Tako da ta del mislim, da bomo izpeljali. Za marsikaj pa je še veliko vprašanje, kako bo šlo. Je kar dosti dela, zaradi tega, ker seveda marsikaj, kar bi se dalo urediti samo z enim obiskom kolega v sosednji pisarni in z kratkim pogovorjem,
more biti skoordinirano, kdaj se slišimo, kaj bo, o čem se treba dogovoriti in tako. Seveda to vzame več časa. Administracija meni zdaj vzame več časa, kot mi je vzela, ko sem bila na univerzi prejšnji mesec še. In to je res, tega je malo več. Razen tega seveda je doma moraš biti kar malo discipliniran, da se tisto vsakdanje življenje ne meša z tem, kar je treba narediti. In to je seveda na začetku nekaj, na kar se je treba navaditi, ampak vsaka taka preizkušnja je navadno tudi priložnost nekaj novega uvesti, nekaj novega se naučiti, tako da mislim, da ni samo slabo. Ja, mislim, da so gotovo primerni. Po napovedi epidemiologov mnogo bolj ostri, niti ne bi bili, ne vem koliko bolj uspešni, ampak nekaj, kar opazim, nekaj, kar opazujem, je, da v bistvu ta učinek, da se rast infekcij upočasni, se dostikrat razlaga kot, to je gotovo uspeh vseh ukrepov, ki smo jih uvedli, ampak se dostikrat razlaga kot, da še malo pa bo mimo. Jaz mislim, da je treba vedeti, če upočasnimo prenos virusa, potem pomeni, da bo imunizacija populacije trajala dalje. In ta upad procenta novih infekcij še zdaleč ne pomeni, da pojenja zadeva, da je problem skoraj mimo. Pomeni v bistvu, da če bi ukrepe ukinili, bi verjetno spet začel rasti hitreje. Tako da mislim, da to je nekaj, kar včasih slišim, da je upanje še malo, poglejte, se že manjša, še malo pa bomo lahko končali. Mislim, da je kar resno še za vztrajati kar nekaj časa, preden bo boljše. Jaz zaupam virologom seveda in njihovim mnenjem, njihovim nasvetom. In mislim, da to so eksperti, vejo, o čem govorijo. Mislim, da so merodajni, da je to, česar se moramo držati. Ja, jaz se z evolucionarno biologijo ukvarjam in tam je en princip, ki se mi zdi, da ima precej splošno veljavo v vsakem sistemu. In ta je, da večji pretresi sicer vedno pomenijo velike spremembe, ampak vedno pomenijo tudi nove možnosti. In če to prenese malo na našo reakcijo kot skupina, kot populacija, kot nacija, potem si pač mislim, da pretresi tudi marsikatero oviro premagajo in odstranijo. In mi se vedno radi osredotočimo na tisto, kar izgubimo z velikimi spremembami. Ampak mogoče se pa lahko začnemo malo spraševati, kaj so pa nove možnosti, ki se odprejo, kaj pa je novega, kar lahko zdaj naredimo. Zame je recimo ogromno časa, ki je nastal s tem, da seveda drugih stvari ne morem delati. Bolj konkretno v mojem primeru, jaz se ukvarjam razen z eksperimentalnim delom, tudi dosti z teorijo. In zame je ta čas priložnost marsikatero idejo, ki se je nabrala v beležkah, na listkih, zapopasti in jo razdelati, ki jo v vsakdanu verjetno ne bi prišla do nje.